Drage gledalke, spoštovani gledalci, ali ste se že preizkusili v vadbi Pilates? Danes jo bomo namreč predstavili, saj v sklopu meseca športa potekajo tudi brezplačne vadbe tukaj v dvorani Zlatorog in pred kamerami pozdravljamo inštruktorico Pilatesa Nino Polovšek. Lepo pozdravljeni, Nina. Pozdravljeni. Torej, kot sem že uvodoma povedala, tukaj v sklopu meseca športa predstavljate tudi Pilates, tokrat nekaj brezplačnih vadb. In kako ste prišli do tega sodelovanja z mestno občino Celje in komu je ta vadba namenjena? Ja, nekje že kar 8 let se mi zdi vsaj, da smo povabljeni v ta mesec športa, ki je za naše Celjane namenjen kot rekreativna dejavnost, da se lahko priključijo zastonj. In tako imamo ob sredah ob 9. vadbo za seniorje. Namenjen je seveda seniorjem. Tako in so to nekje redne stranke, ki se pojavljajo, da se nam pridružijo vsako leto. Je pa seveda vsako leto kakšno na novo, tako da smo veseli, da je udeležba, smo zadovoljni in seveda še vabimo, da se nam pridružijo tisti, ki ne vejo in bi radi, da se nam pridružijo še. V kakšni starosti pa so ti seniorji oziroma do katerega leta je ta vadba priporočena? In danes smo videli, da niso samo ženske, tudi moški prišli. Predvsem to smo veseli, da so tudi moški. Seveda so ženske še zmeraj v večini, tako da jaz upam, da bo ta trend šel tudi, da se bojo moški še bolj priključevali tem vadbam skupinskim na splošno. Leta, nekje od, ko grejo nekje v penzijo, bom rekla, ne vem, tudi mlajši penzionisti oziroma, ko še mogoče niso v penzijah, pa imajo čas dopoldne, do neomejeno. Imamo najstarejšega, imamo 85, tako da se pravi, ni omejitve. Sam si pa potem vadbo prilagodiš, tako da lahko delaš, narediš kako ponovitev manj, kakšne vaje ne moreš narediti oziroma manj ponovitev v tem smislu, da vsak lahko najde vajo za sebe. In je škoda, recimo, ko ljudje rečejo, ja, pa ne morem to, pa ne morem to, lahko pa kaj druga, tako da lahko narediš marsikaj, ne pa mogoče vsega in vsem prideš in potem še imamo druženje po vadbi, kar je tudi fajn. To je to. In kaj je Pilates, kako bi ga opisali? Težko opišem. To je v bistvu neka umirjena vadba, bom rekla, kontrolirani gibi so. Klasični Pilates kot tak, bom rekla, ga ne izvajamo, ker to je nekje 32 vaj, ki se ponavljajo in so enake. Zdaj mi bolj sledimo tem sodobnim trendom, bolj sodobni Pilates. V bistvu delamo tudi dosti vaj stoje, ker vemo, da smo veliko v sedečih položajih, tako da pazimo seveda na držo, se pravi vaje za hrbtenico, zdravo hrbtenico, za ramena, za kolke, kolena. In seveda s pomočjo rekvizitov, kot so danes smo recimo imeli kar navadne te gumice, masažne žogice od, ne vem, če se vidi, velike žoge, male žoge, v glavnem. Tudi brisača kot rekvizit je zelo fina zadeva, tako da delamo nekako vse za celo telo. To je to. Komu pa še posebej priporočate ukvarjanje s Pilatesom? V bistvu tudi čisto vsem, tudi takim, ki še nimajo težav, ker je tudi nekake vrste vadba Pilatesa kot preventiva, predvsem mogoče tem pisarniškim ljudem, ker vemo, ta drža in vsi telefoni, da ni fajn in da znaš to potem tudi ozavestiti. Tudi mi rečejo, ja, sem se zalotil v slabi drži in potem od tu vejo, da znajo prenesti tudi Pilates, vaje Pilatesa v vsakdanje življenje v tem smislu, da se ozavestiš to, da potem delaš tudi te gibe v življenju, tudi ko se usedeš avto iz avta, kakorkoli, da delaš to na način, bom rekla, Pilatesa, bolj kontrolirano v tem smislu. Pilates pa se mi zdi, da je bolj šport, ali se mu reče šport ali veščina, kako se reče, bolj v zadnjih desetletjih. Ja, že kar, jaz sem v tem že nekje dobrih 20 let, tako da ko sem začela, še ga v Sloveniji ni bilo oziroma je takrat začel prihajati, tako da zadnjih 20 let, malo več, je že v Evropi, vsaj pri nas v Sloveniji.
veščina, šport, jaz bi prej rekla mogoče veščina, no. Ampak se pravi, pilates, potem so te veje različne, lahko imaš tudi bolj aktiven pilates, različno, tako joga podobno, vemo, da imamo več poti joge in tudi več zvrsti in je to potem pač spet vsak inštruktor ima malo za sebe oziroma prilagodiš skupini, no, bom rekla, tudi je fino, da se to mogoče pilates za športnike, je spet malo drugače kot pilates za seniorje. Odkot pa pilates sploh izhaja? Kdo je tisti začetnik? To je bil gospod Hubert Pilates, jaz sem z letnicam tako da nekje mislim, da po prvi svetovni, med prvo svetovno vojno je pač to on, ko je bil tudi dosti kot otrok bolan, no, in je potem imel težave in med vojno je potem tudi pomagal vodnikom tem v bolnicah z temi vajami, ki jih je vzumil, ne vem, na posteljah je delal, ne vem, vse neke rekvizite. Tako da pač ta gospod Jozef Pilates, no, je to izumil in je potem to vse izhaja. Zdaj ta modern pilates nekako od tu ven. Katere rekvizite nekaj ste jih že omenili, se potrebuje, recimo blazino, žoge, ste rekli žogice, kakšne elastike, kaj pa oblačila, oprema, obutev? Smo bosi oziroma v zoknih, oprema, ne vem, da se udobno počutiš, da te nič ne veže, ne vem, kratke rokavi, kratke hlače, te pajkice, pač, da smo udobno, da nas ne veže, no. Pa če nam opišete 1 uro pilatesa, kako približno poteka? Okej. Kot pri vsaki vadbi je najprej ogrevanje, potem nekje počasi postopoma, pač, da malo bolj, kako naj rečem, intenzivne vaje za, ne vem, za celo telo in potem spet na koncu, kar smo tudi posneli, no, na koncu ohlajanje in raztezne vaje, no, ki so že tudi vmes, mogoče med posameznim vajam pilatesa, da so že ti raztegi prisotni, tako. Ker smo danes na vadbi slišali v zadju glasbo, kakšna je ta glasba in kako pomembna je glasba pri pilatesu? Spet odvisno od inštruktorja oziroma od posameznika. Meni osebno veliko pomeni, jaz jo moram imeti vedno. Včasih bolj umirjena, kot je v zadju, ne vem, če se sliši. In potem v bistvu tudi vadbo lahko prilagodiš glasbi, no. Ampak tudi je lahko pač, da ni zdaj, da greš na višek in dol, ampak pač tako intervalno, no, bi rekla, kakorkoli. Tudi kdaj delamo prav na takt, ne, tako se dela tu pri aerobikah, ker izhajam, drugače sem tudi inštruktorica aerobike in sem pač s tem začela in mi je nekako glasba mi je pomembna, no. Tudi v tišini pa lahko imaš, ampak jaz to težko. Kako pogosto pa naj bi se človek ukvarjal s pilatesom? Je to dovolj enkrat na teden, dvakrat? Bom rekla, bolje enkrat kot nič, dvakrat že kar super. Trikrat odlično, ne, ampak ja, vsaj dvakrat, enkrat na teden, plus še kaj druga, tako da ja, imamo, se pravim, rednost je sigurno prinese rezultate. Zakaj ste se vi pričeli ukvarjati s pilatesom oziroma kdo vas je pritegnil in kdaj? V bistvu sem bila prisiljena v to, ker sem že rekla, da sem inštruktor aerobike in ko sem mogla nadomeščati kakšne vadbe pilatesa, mi to ni dišalo, no, ker sem bolj za akcijo. Mogoče tudi, ker se je izvajal bolj klasičen pilates v štartu, potem, ko je pa postajal ta pilates bolj modern, z pomočjo vsemi možnimi rekviziti, sem se pa navdušila, no, tako da je danes pilates nekje obsega največ ur mojih vadb, no. Kako pa ste pridobili ta naziv inštruktorica pilatesa? Preko Fitnes zveze. Kako pa potekajo ta izobraževanja in koliko je pri nas približno inštruktorjev? Kar dosti se mi zdi, res ne bi vedela številk. Vsako leto mislim, da več. Ne vem, to je pač tak tečaj. Včasih smo imeli samo za vaditelje, pa potem za inštruktorje naprej. Zdaj je to samo kot inštruktor, ni več deljeno. Imamo pa potem vsako leto tudi licenčne seminarje, katerih se moramo udeležiti, da ti pač lahko delaš to, kar delaš. Ali pa bomo dali za moške recimo eno skleco, da bo ena težja vaja. Se pravi, dlani pod rameni, pete nazaj, to je že v bistvu deska, poznamo. In greš počasi dol z vdihom.
in gor izdih. Se pravi, počasi kontrolirani gibi, medtem ko lažja opcija je ta na kolenih, rečemo ženska skleca, no. Se pravi, počasi kontrolirano. In še eno, da dam na hrbtu. Vdihneš. In greš počasi dol, vrtence za vrtencem, z izdihom. Dih nazaj. In počasi gor. In potem stotka je ena taka klasična vaja iz pilatesa. Dvigneš gor raminski obroč in za 5 zamahov vdih, 5 izdih. In so tle trebušne aktivne. Potem kakšna rolanja. Izdih. Pravzaprav moram reči, da sem se z upokojitvijo odločila, da je potrebno nekaj več vadbe. Tudi človek potrebuje neke dodatne dejavnosti in seveda telesna vadba je vedno tista, ki je za razvedrilo in seveda tudi vedno bolj potrebna za vzdrževanje kondicije. Hodim sicer na 2 različni vadbi. Bom rekla tako, ne morem reči, da sem prav izbirala pilates. Vadbi sem se priključila, ker se mi je zdela to seniorjem primerna vadba. Zdaj, ko to vadbo obiskujem, vidim, da mi ustreza. Gre za vaje, ki krepijo telo, različne mišice, utrjujejo sklepe, te tudi nekako uvedejo v to, da znaš bolj prisluhniti telesu, počutju. Tudi Nina nas večkrat spomni, kako pa zdaj občutite ta del telesa po neki vadbi, tako da se naučiš zavestno poslušati. Meni osebno pomeni skupinska vadba veliko, ker sem pač nekako človek, ki rabi malo spodbude, neke zunanje motivacije, ker doma si morda kdaj rečeš, ni časa, ni primeren trenutek, ko pa greš nekam in vadiš skupino, te to morda malo prisili, no, čeprav se to grdo sliši, ampak je nekako tisti puš, ki te pripravi do tega, da več storiš zase. Ja, prijavila pa povedala mi je kolegica, pa tudi brat, ker drugače sem sama doma in sem zdaj že hodim 2 leti in sem zelo zadovoljna, ker pridem v družbo. Vaje so pa tako prilagojene, da lahko delam, kar pač mi odgovarja, ne. Nina, najlepša hvala za tako izčrpno predstavitev pilatesa in verjamem, da smo marsikoga navdušili, da se preizkusi tudi v tej veščini. Prav, hvala vam. In tudi vam hvala, dragi gledalke, spoštovani gledalci, da ste bili v naši družbi.